Zdaj pa tako, malo smo slišali, razumevanje te logike homeopatije je napredovalo včasih. Veste, homeopatijo imajo tudi za eno arhaično znanost, ki je obtičala na enih postulatih od enega tipa, ki je napisal pred 200 leti in od takrat naprej se ni nič spremenilo. Ne more se nič spremeniti. Zame je dokaz uspešnosti metode to, da ni podvržena modnim muham, ker je vsakih 10 let nova teorija. Homeopatija je skozi enaka, ker temelji na naravnih zakonih, ki so tudi skozi enaki. Samo razumevanje in nadgrajevanje se pa kljub vsemu dogaja. Zdaj tako, rabim enega korajžnega, ki mi je povedal, kaj se dogaja v telesu, ko zbolimo za gripo. Vročino dobimo še. Bolečine kje? Mišicah pa kosteh pa sklepih, drži. Mal smrkamo, mal kihamo. Prosim? Mal sem že gluh, očitno sem že star. Še enkrat povejte. Ja, ampak kakšne težave dobimo? Simptomi in znaki. Kakšne razvijemo? Virus napada, ampak mehanizem tako. Mišicah sklepih, potenje, kakšna driska včasih, pa tako. Zdaj, kaj je namen teh simptomov? A je to en nebodiga treba, ki ga je zaradi virusa naš telo mora početi, ali kaj na drugačen način? Mi pravimo, da imajo simptomi in znaki bolezni svoj namen. To je obraniti se tiste temeljne motnje. Vročino dobimo zato, ker se telo bistveno boljš bojuje proti virusom in tako naprej, če imamo vročino. Bakterije se slabo razmnožujejo in imunski sistem dela boljš. Trga nas po kosteh. Zakaj? Ker se izplavlja ven kup mineralov, ki jih rabimo v tem borbi. Trga nas po mišicah. Zakaj? Ker se izplavlja ven aminokisline, kjer so skladiščene noter, ki jih rabimo za ta boj. Smrkamo, da grejo virusi ven. Kašljamo, da jih spluvamo ven. Vse to je namenjeno temu, da se telo skozi te simptome in znake in težave, ki jih ima, pozdrav. Zaradi tega se nam je, brez njih, če ne bi imeli teh težav, bi bila stvar še slabša. In ta princip je univerzalen. Velja tudi za kronične bolezni. Čeprav se ti čuden zdi, zakaj nekdo pri migrenah, ki jih ima, čemu so namenjene te migrene, za šolsko medicino so te migrene problem sam po sebi. Za homeopate so te migrene posledica problema. Način, s katerim se telo skuša s tem problemom soočati in se skozi njega pozdraviti, skozi ta simptom, pa nekako ne gre. Rab spodbudo. In ker homeopatsko zdravilo zdravi podobno s podobnim, vse te simptome ojača. Pri gripi še več vročine, še več trganja po kosteh, še več trganja po mišic, ker na ta način nam telo samo sporoča, kaj rab. Mi to samo malo zmanipuliramo in malo dodamo z zdravilom. In skozi to se potem zgodi zdravljenje. To je kot, jaz skozi razlagam, to je kot katalizator. Imamo eno reakcijo, ki se pripravlja, ki se nakazuje, ki enemu, ki zna gledati, nekaj pove, samo malo še sunka rab. In to je homeopatsko zdravilo. Ne preveč, ne premalo. Ravno prav, da gre čez. Zato, to je tudi logika, zakaj imamo homeopatska začetna poslabšanja. Dodali smo isto reč, še malo dodal. In potem izsledi izboljšanje. To je idealen primer.